Ti danes smo pa štruca muto tlela. Naš mat malo zivang zrihtal. Da je to kao sjava, pa da je to sovata rasva, pa paradajz, pa ne vem, kva imaš vse not. Jaz pa napredem sem in kmetovalc, doma imam motokultivator. Na mesec ambac hodim grta vas, da vidim, če je kakšen niti vas. Jaz pa napredem sem in kmetovalc, doma imam motokultivator. Na mesec ambac hodim grta vas, da vidim, če je kakšen niti vas. Jaz pa napredem sem in kmetovalc, doma imam motokultivator. Na mesec ambac hodim grta vas, da vidim, če je kakšen niti vas. Majestral, to je paraden konj, tako rečen, od motokultivatorjev štruc muta. Pa imamo tudi ene manjše izvedbe, to se pravi profija, kombi, pa mini, tiste 3 variante so še, ampak tale pa unta hud majestral. V glavnem, kje začnemo? Najbolj lepr motor je zadej, a kako? Gor pa še jo dizelski ali pa bencinski motorji. Tale trenutno gor je Honda, 4-takten, 270 kubičen, 6,3 kW, to pride približno 8,4 konje. Več opcij imaš, no, kogar se stranka odloči, to te pa gor nataknejo. Od motorja naprej pride menjalnik. Tlelej motor gor natakne, pa pride menjalnik. To je vse v Sloveniji narejen. Odlitki, vse zobniki, vse delajo v štruc muta. Bom tudi video prelepu, kako sploh ta zadeva zgleda, kad devajo. Bom še malo video od fabrike dal. No evo, zdaj sem pa jaz tlela s Boštjanom, bom malo razkazal, kako sploh pridemo do končnega izdelka. Zdaj je tu prikaz, da se naš stroj začne proizvajati z litino, ki pride kot sorovc iz livarne. Tu na tem stroju se litina obdela, potem gre na lakiranje in gre potem na končno montažo. Tako da se v bistvu vidi, da tu se res dela vse od samega začetka do končnega izdelka v Sloveniji z slovenskimi rokami in slovensko kvaliteto. Boštjane, zdaj smo pa vidva pri zobnikah. Ja, zdaj smo pa pri našem osrčju našega stroja, ki delamo sami zobniki, z takega navadnega kosa železa pride tak zobnik, ki ga mi obdelamo. Ja, zdaj smo pa na v bistvu končni montaži menjalnika. Prej smo videli, kako se dela v hiši, kako se dela v zobniki, tu pa fantje na končni montaži to vse ukomponirajo skup, da to lepo špila. To se pravi, tlele pridejo kolesa, tlele imaš ročke za to so ročke za šaltak, tu pride komandni drog, od zadnji pa motor, od spred pa priključki. Zdaj pa kar dalje. Na tem traku se pa naredi končna montaža. Zviš, tu je že vzigjen, pripravljen, da se da na voziček in pa na končno montažo. Ernest Boštjan, hvala lepa, da smo vam razkazali. Ok, hvala Klemen. Pa se vidimo še kaj. Ok, vaši, ajde. Jerim pa nazaj na pole. Komande imaš pa tlela. En je za brzino naprej nazaj, en je pa za v kjer prestav imaš. Ma pa tale zadeva 7 brzin. 3 naprej, 3 nazaj, plus 4. To se pravi, tista ta zadnja brzina je pa ta hitra cestna. To, če imaš kakšno prikolico ali pa kaj taka pripet zadnji, da to fest letiš. Se mu pa pokazali, to gre na 12 uro, moraš kar že hitro teči. Tale komanda je pa poj za vklop kardana. Tlele gor pa prije priključek, kjerkoli. Imaš strižne kose, mulčarje, freze, pluge, prikolice, vse sorte se gor da priklopiti. Zadeva ima bobnaste zavore, tlele pridejo bremze. Da nam nekaj v prazno tvizovega porka Madonna, mi je s tole zadevo malo zalaufal. Tlele imamo varnostno ročko, tole trdečo, tlele sklopkajo, zataknemo, da jo kao žgemo, spodaj zauh, pa potegnemo hudičja božjega. Evo, tukaj nič. Tole, tlele imamo gas, pa rečemo sklopka, pa ta prva brzino. To je zdaj ta prva, idemo gasa. Tlele imamo zdaj druga brzino, pa vkrat tudi sprejim za mišak, to me prtele. Tole.
Zdaj imamo balanco pred motorjem obrnjeno. To pride prav za, recimo, za pluh, ki danes delo z njemu, pride naprej. Če pa frizamo, pa balanco okoli zasučemo. V kaj pa tudi samo zamakneš. Recimo, jo sam takole zamakneš, da pojka hodiš, da ne hodiš tlele, ki si pofrezal že, ampak tle zraven. Da nimaš vse pohojen ali pa da ne hodiš po brast. In če smo balanco za 180 stopinj zasuka tlele, tele palčke ven vzamemo, to se pravi 3 šplinte so, takole ven, ven, ven. In tole ročko dol pritisnemo pa gremo okoli za 180 stopinj. Evo, se je zataknil. Tele nazaj naštelamo in tle pa je tudi, da bemo ta 4. brzino. Ti ima zadnji vka vozniček ali pa pri kolcu, kak gor zdiš, takole pa gor zdiš pa se furaš s 4. brzino. To gre, mislim, da je 12 na uro poj, semo probal. Edin pri kolcu nimam. Zauh, pa gremo. Evo, da vidimo, koliko to leti. Evo, to gre pa tako napoj. Balancom okoli zasukal, zato ker imaš leto prvi spluha morat, to pa pride pa je takole, balanca v zadnji, pluh bo spredaj. Takole sam not natakneš šplinta čez, pa je. Ta črna je v glavnem za kardan, ta rdeče 200 pa za menjalnik. Dam pa kaj pelov pa pluh prpel, pojmo kar pogledat. Kar šufletna, ne čakal, nič kurblav. Tala nima hitrega priključka, moraš prav gor našraufat, tlela na menjalnik. Tale ima pa hiter priključek. Imaš pa v bistvu sam takole narejen en vzvod. Tega imaš na kultivatorju gor našraufanga, ta drug konc pa sam not zatakneš, pa s tem bolj se zabije, evo recimo. Takola. Evo, pa je gor. Kar pa rijev tala pluh pa gor dal, ni težek. Takola malo zarotiramo. Evo, gor je nataknen. 2 šajbce, 2 matice. Pa zatehnemo z 19 ključem. Pa je pa v bistvu že brštima, no, da je z urad. Je pa tako, no, da je še malo zgodi za to divat, sam lej, malo je treba pokazati pred sezono. Za pokazati bo že, no, lih idealne cajte pa pogoje pa še niso, pa bo malo za počakati. Pa pozabil sem prej še povedati za tela bicikla gor, ki so, pač imaš več variant, v kaj dobiš balonarce, v kaj takale, v kaj poj dvojne, ampak zdaj za takle del, ki ima ural, ki mora guma v brajzdo, so tela idealne. Maksimalna globina, kar gre pluh v tva, je 22 cm, to nastavljaš tole te zadnjo stvarjo, šplenta ven, pa malo višino štelaš, kakor češ, da imaš globok zuran, spodaj so nože, ta zadeva se takole vrti, pa reže zemljo. Tole je pa plahta, da je trči z namreče, da nimaš po kakšnih kupah. Ni kak klasičen pluh, da je reže pa obrača, ampak tle se pa tale gon, pa da to reže pa okoli obrne, da to naredi tako, je treba. V kaj pa tudi navaden pluh gor pripneš, sam za navaden pluh veš, da moraš precej moči rabiti. To pa motokultivator težko potegne, če brazdo za zboj vlekel. Zato je pa ta rotacijska in je za to zadevo idealen. Zdaj pa jaz mislim, da v kaj probamo, tole bomo preč umaknil. Pa se bomo pa na zelen kot mac spravili. Tole bomo podevali. Bom probal tako zaradi, kakor se orje, to se pravi, eno rižo ven vrgu, na notranjo stran, bom že pa po izpod nazaj, tem vrgu v brazdo. Je pa tako, da to ni obračanen pluh in moraš hoditi okrogle. Recimo, če si dala dol, moram iti poj nazaj, pa še enkrat not. Ja moram dol, pa moram pa nazaj. Vidim, če divaš, da greš dol, pa na stran nazaj. Še spera vklopa poj, da to na koplje zadeva, da to tis prijemlje. Misliš, da je še dober? Majhna je upacan, morbet pa še bo.
si vozimo pod ledom, dober je. Jaz pa napredem sem in kmetovalc, doma imam motokultivator. Na mesec ambac hodim grdo vas, da vidim, če je kakšen iglas. Jaz pa napredem sem in kmetovalc, doma imam motokultivator. Na mesec ambac hodim grdo vas, da vidim, če je kakšen iglas. Jaz pa napredem sem in kmetovalc, doma imam motokultivator. Na mesec ambac hodim grdo vas, da vidim, če je kakšen iglas. Brazde so lepe, globoke in v bistvu tlele tako narejene, če bi tole samo z grabelcem letel pa boglihal, sploh ne bo treba s frezo leteti. Torej smo mišljali, če jesen ural pa pojdela s frezo, ker bo vse zabit, da poj razrahla. Dela pa ni nujen, ampak zato, ker imamo frezo, bomo pa tudi pokazali, kako to deva. Je pa tako, če nimaš toliko trde zemlje, greš v kaj tudi direkt s frezo, pa je ne parkrat mem letiš, pa te fajn naredi. Približno 22 cm sem šel v globino, tako da je res globok narejen. Rezal sem pa po ne 18 cm na rundo. No, če smo lih prijem začnem kurbljati zadevo, da še povem, da pri struc smuta se tu dobijo ostali priključke, kosilence, obračalnik, mulčarji, prikolce, ma ne vem kva še vse, cel kap imajo variant, cel spekter, bom kar tlela prilepil, screenshot not, kva vse imajo, pa je to. Če pa kakšen kakaj več zanimal, se pa tudi kar na njih obrnete, bojo največ povedali, pa največ pomagali. No, da gremo pa kar do freze. V globino gre ne 14 cm, 75 cm širina, imaš pa tudi malo več izvedb. Tlele not, če pogledamo, tlele imaš nože, ki to vrti pa pregon, zemljo. Tako da bomo dala kar zalaufali. Tale pa poj malo višino pa globino pa to drži, se da nastavljati, pa smer. Je pa tako, da pri frez moraš zasukati balanco okoli in to bomo tudi dala naredila, tako kot sem že prej pokazal. V glavnem tale majestral je tudi varen, tako da se ni kaj zabatlih, da te kaj povozil ali pa kaj, ima tudi tamle blokade, sploh ko imaš kole frezo, da te pofreza nazaj. Enač jem, da je tole res zalaufal. Mojih nam nastavil, tole višino mora biti takola. Tole bomo zabatlili, sem na, da nam pohodil. Pa napredem sem in kmetovalc, doma imam motokultivator. Na mesec ambac hodim grdo vas, da vidim, če je kakšen iglas. Jaz pa napredem sem in kmetovalc, doma imam motokultivator. Na mesec ambac hodim grdo vas, da vidim, če je kakšen iglas. Jaz pa napredem sem in kmetovalc, doma imam motokultivator. Na mesec ambac hodim grdo vas, da vidim, če je kakšen iglas. Tudi kar dobro naredi. Ene dvakrat boš šel skozi pa bo, ali pa trikrat. Bom probal še nazaj po isti liniji. Evo, tudi vzbit zemlje, tudi direkt s frezo no dobro naredi. Zdaj, kva je to zrahlal. Ja, ene 14 cm, pripluga pa to fora, da ene 22 pojih v bok korješ, a ne? Pa tlela moraš ene 2-3 citati, če češ vzbit zemlje takole narediti. Se pravim, to je poj odvisno, kva rabaš, pa kolikrat moraš citati odvisno od zemlje, kakšno ima zemljo, koliko ima zbito, kva je gor, kva je bo gor. Da se tudi brez pluha sam s frezo narediti.
Jaz mislim, da sem več ali manj povedal, malo sem predstavil, to se pravi maestrala, štruc muta maestral, to je paraden konj od kultivatorjev pri muti. Predstavil sem frezo, predstavil sem rotacijski plug, pa pozabil sem povedati, da štruc muta ima tudi svojo kovačijo, divajo tako lopate, mutike, vile, parune, grable, vse sorte ročnih zadev, kar se tiče orodja na štelj, imajo več ali manj pokrit, to, da se navdival sam z mašinam pa strojna, da bomo še malo na roke honili. Do poroke na roke pravijo. Živ!